Vse zanimivo. Stvari, ki pojasnjujejo marsikaj, kar se dogaja in s čemer ste zelo zaposleni v zadnjih dneh. Ste lahko kaj bolj konkretni? Je to bolj zadeva Farrokh, bolj Petrol? Vse bo zelo konkretno v prihodnosti. Kdaj v prihodnosti? Prihodnost je od zdaj naprej. V zadevi Farrokh, kaj ste obravnavali? Kaj lahko poveste? Ste kaj napredovali oziroma kaj je bila tema obravnavanja v zadevi Farrokh? No, po tem, kar smo slišali, je bilo popolnoma jasno, zakaj so organi pregona, ki bi morali zadevo raziskati, ugotovili, da ni bilo nič narobe. Ljudje, ki so omogočili to kriminalno dejanje epskih razsežnosti, pravzaprav preiskujejo sami sebe. A ste mogoče odgovorili, kam so šle provizije od tega posla? Zanimivo, kdo sprašuje. Kako pa kaj napredujejo vaši koalicijski pogovori? Zdaj napisali ste, vaša stranka na Twitter, da je že teče drugi krog. Ali bo tudi tretji krog, je to zdaj že jasno? Torej, vse poteka tako, kot običajno poteka, takrat, kadar se sestavljajo koalicije in tako, kot smo zapisali v tistem vabilu. Nič neobičajnega se ne dogaja, dogajajo se stvari, ki so se vedno dogajale, ko se je v fazi sestavljanja ali pa poskusa za sestavo vlade pogovarjalo o ključnih odprtih vprašanjih. Teče drugi krog, se pravi pogovor o vsebini, ki je običajno najtežji, najbolj zahteven, ne nujno najbolj turbulenten, ampak tisti, ki dejansko odloči, ali je večinsko koalicijo možno sestaviti. Vse stranke so pač podale svoje prioritete. Zdaj, nek seštevek tega, kar smo dobili, pove, da so tukaj svetle in bolj zahtevnejše zadeve. Zdaj, tisto, kar je recimo temu dokaz neke zrelosti, je to, da vse stranke, ki sodelujejo ali pa ki sodelujemo v tem pogovoru, nekatere ključne prioritete ali pa težave, ki obstajajo v tem trenutku v Sloveniji, vidimo zelo podobno, tudi vidimo iste probleme, kar pomeni, da je eventualno, kar se vsebine tiče, možno sestaviti večinsko koalicijo, ki bo to sposobna reševati, se pravi, ki bo lahko normalno reševala tekoče probleme in nadoknada še kakšno zamudo, ki se je nabrala, ali pa zamude, ki so se nabrale v izgubljenem letu in še nekaj tega mandata. Zdaj, tisto, kar je vedno problem, so finančni učinki. Trenutno naš odbor za finance kalkulira finančne učinke vsega, kar je predlagano. Na prvi pogled lahko rečem, da za vse, kar bi si kdo želel, denarja ni. Da se je pač potrebno skoncentrirati na prioritete in delati na tem, da bo v prihodnosti denarja več, katerega bomo zadostili tudi tistim predlogom, ki zagotovo v naslednjih 2 letih ne bo možno sfinancirati. Toliko o tem. Nobenih časovnic tukaj ni. Doslej smo imeli 4 sestanke vseh, oziroma 3 sestanke vseh predsednikov in še nekaterih sodelavcev. Vmes je bilo veliko dela strokovnih timov na vseh straneh. Trajalo bo še nekaj časa za usklajevanje vsebin. Tukaj so tudi seveda nekatera vprašanja, ki jih še nismo odprli in bomo videli, kako bodo odprta oziroma zaprta, kakšne možnosti za zapiranje se bodo ponudile v prihodnosti. Dejstvo je tudi, da so pač vse stranke, pravzaprav razen Slovenske demokratske stranke, v neki notranji dinamiki, v katero se mi ne vmešavamo, tudi to terja svoj čas. In če se bo vse na koncu zložilo, potem koalicijo lahko sestavimo, sicer pa ne. Sicer smo slišali nekaj medijskih zapisov v zadnjem času, kako Slovenski demokratski stranki grozijo predčasne volitve, če ne bo sestavila koalicije. Mislim, da so bili vsi zraven, potem, ko je vlada padla. Ko sem dejal, da kar se Slovenske demokratske stranke tiče, smo pripravili na predčasne volitve.
to, da se nam, se pravi Slovenski demokratski stranki, grozi s predčasnimi volitvami, je tako, kot da bi lačnemu grozili z belim kruhom in iz te moke ne bo kruha. Je pa seveda jasno, da je tukaj predvsem pritisk iz tistih slojev, ki najbolj čutijo te zamujene priložnosti v zadnjem času, se pravi, ki imajo velike probleme, ki se pač ne rešujejo, mislim predvsem na stanju v zdravstvu, v zdravstvenem sistemu, na probleme starejše generacije, ki pač se to ne more čakati v nedogled. Tako da so tukaj pač plusi in minusi, ki govorijo v smer sestave koalicije, pa tudi predčasnih volitev. Slovenska demokratska stranka skuša delati najbolje v obe smeri, nismo pa mi edini, ki pač imamo škarje in platno v rokah, in Slovenska demokratska stranka tudi ni tista, ki je pač podrla to vlado. Ta vlada je razpadla predvsem zaradi petelinjih bojev socialnih demokratov in LMŠ-ja okrog pozicij. Vse ostalo okrog tega pa je bolj folklora, pa tudi ostali koalicijski partnerji so bili bolj obrobni igralci v tej dragi komediji. Gospod Janša, pri Novi Sloveniji nekako vztrajajo, da bi Matej Tonin postal predsednik državnega zbora. Bi vi pristali na to ali ga vidite v svoji ministrski ekipi? Glejte, prvič nismo še tam, drugič, nihče se ne pogovarja o Mateju Toninu. To, da Slovenska demokratska stranka želi, da so predsedniki koalicijskih strank v vladi in bo stranka sodelovala samo v takšni vladi, kjer bodo vsi predsedniki koalicijskih strank delili usodo vlade. To je neko splošno pravilo, ki smo se ga držali tudi v edinem mandatu doslej, ki se je končal v isti sestavi. Morate vedeti, da je občutek drugačen, če si na ladji, ne glede na to, ali je vreme razburkano ali pa sončno, kot če to ladjo opazuješ iz pristanišča. Mi želimo, da vsi, ki se bodo lotili tega projekta, če bo do njega prišlo, prispevajo po svojih najboljših močeh k temu, da bo projekt uspešen in da bo pač tudi dokončan. Minister ne more biti vsak, poleg tega, da je strokovnjak, da se spozna na določene stvari, mora imeti tudi določeno politično težo. Predsedniki koalicijskih strank jo seveda imajo. Točin državni zbor lahko pravzaprav vodi vsak, predsednik državnega zbora je prvim med enakimi, odloča kolegi, kjer ima pač vsak toliko glasov, kot ima poslancev. Kar se tiče procedure, jaz mislim, da je med 20 poslanci vsaj 80 takšnih, ki to zmorejo. Kdaj računate, da bi lahko padla odločitev, ali boste prevzeli mandat, oziroma ali je možno, da ali računate samo na prvi krog, ali je možno, da bi bili aktualen tudi drugi krog pogovorov, mislim, potem, ko predsednik ima možnost predlagati in da bi prišli mogoče s podporo poslanskih skupin? Pač to številče ne vidim, da je poljubno. Mi imamo svojega in se ga bomo držali. Prvi krog je zaključen. To je bil krog, v katerem smo ugotavljali, ali obstaja zadosten interes, da se sploh vsebinska pogajanja začnejo. Zdaj, to je bilo ugotovljeno prejšnji teden. Od takrat, ne od torka naprej, kot ste poročali, pač potekajo preverjanja vsebin in ta krog še vedno traja. Če bo ta uspešno zaključen, se bomo šele pogovarjali o predsednikih institucij, sestavi vlade, državnega zbora in tako naprej. Brez veze se o tem pogovarja, dokler vsebinske stvari niso zaključene. Katere vsebinske stvari so pa trenutno, rekel, najbolj aktualne pri vseh strankah? Zdaj lahko vam naštevam, ampak tega ne bom storil. Lahko sem ponovim to, kar sem rekel v začetku. Prav vsi štirje potencialni koalicijski partnerji, ko smo si izmenjali prioritete, smo na prva mesta dali iste prioritete. Se pravi, to je nek dober obet. So potem razlike glede financiranja, dinamike in tako naprej. Ampak kar se tiče recimo prvih treh prioritet po vrsti, smo si dali iste.
Kaj pa neuresničene ustavne odločbe? Slišali smo, da se tukaj zapleta. Ja, zdaj vi ste veliko govorili o ideologiji. Ne. Zdaj, edina ideološka podlaga koalicije, ki je raznobarvna, je lahko slovenska ustava. Do včeraj bi vam morali potencialni koalicijski partnerji sporočiti, koliko glasov imajo. Zdaj očitno je nek problem v SMC-u s temi glasovi. Se pa danes veliko špekulira, da naj bi SAB podprl to vlado, oziroma da je gospod Počivalšek tudi iskal podporo SAB-u, oziroma nekaterih poslancev. Te špekulacije ne bi komentiral, ta rok ne drži, ne vem, kje ste ga dobili. Kot sem že prej rekel, mi spoštujemo notranjo dinamiko v posamičnih strankah in se vanjo ne vmešavamo. Prav je, da se ta suvereno zaključi, da se ugotovi, ali so stranke suverene, ker nič ne pomaga, če se zdaj nabere dovolj glasov, pa se potem ena od koalicijskih partneric zamaja in vlada pade zaradi nekih povsem nejasnih ali pa nepomembnih zadev. Tako da boljše počakati, da se vidi, ali se splača ali se ne splača nekaj delati. In vsaka stranka pač si prizadeva, da ta čas, po mojem mnenju, čim bolj skrajša. Ampak dokdaj boste pa čakali? Vendarle, vemo, izteka se rok, mislim, do 28. februarja ima predsednik republike možnost imenovati mandatarja, potem se to preseli na poslanske skupine. Je to za vas še sprejemljivo ali dokdaj boste čakali? Edini roki, ki so ustavni. Lahko prosim še komentar na to nezakonito financiranje oziroma na obtožbe nezakonitega financiranja od Madžarske. Zdaj vaša stranka je podala obtožbo proti poslancu LMŠ, mogoče komentar na to? Poslancu LMŠ? Da je razkril podatke. Kolikor vem, bomo vložili odškodninsko tožbo zoper aktualnega predsednika vlade, če ne bo preklical svoje izjave, da se Slovenska demokratska stranka financira iz tujine. Glede izdaje tajnih podatkov, mislim gospoda Kovačiča, potem kar se je poročalo v medijih glede madžarskega denarja, na kratko. No, če mislite na podatke o transakcijah privatnih podjetij, sta samo dva iz tega državnega zbora v te podatke pogledala in oba sta iz LMŠ. Tako da tukaj kakšnih velikih skrivnosti ni. Kaj bodo po organih storili, je pa njihova stvar. Običajno sami sebe ne preiskujejo. Mogoče, gospod Janša, še na prejšnjo temo pod črto, rekli ste v vsebini, da so dobri obeti, če bi vas tako povzela, ampak kaj bi lahko bil, po vašem mnenju, največji problem ali pa največja ovira do sestave te koalicije? Glejte, marsikaj. Ne vem, kaj ste še spomnili v naslednjih dneh. Če bodo stranke suvereno odločale, potem je mogoče tako, kot ste rekli. Če ne bodo suvereno odločale, potem pač gremo na predčasne volitve, kar je za nas tudi povsem dobra možnost. In tudi na začetku smo vsem na pogovoru povedali, da želimo neko suvereno odločitev. Koliko te suverene odločitve ni, ali pa to so zgolj neka odločitev iz stiske, potem nas to ne zanima. Ampak zdaj komentatorji oziroma analitiki so prepričani, da bi, če bi šli na volitve tajne državni zbor, da bi vsekakor dobili mandat za sestavo vlade, glede na vzdušje med poslanci, ki se ne želijo iti na volitve. Jaz v to ne dvomim, glede na pogovore, ki potekajo tukaj po državnem zboru, ampak nas to ne zanima. Nas ne zanima mandat pa to, da sestavimo vlado. Nas to zanima samo, če je to kompozicija, ki bo lahko reševala probleme. In ki bo te probleme tudi rešila in zdržala toliko časa, da ne bomo vsakih 2 leti nekaj. Ste od SMC že dobili številko, koliko poslancev bo sodelovalo z vami, je zadovoljiva tudi 987? In da ste zamudili ta pogovor, tako da vam bodo kolegi povedali, kaj smo govorili. Ste se mogoče, gospod Janša, pogovarjali tudi kaj z gospod Bratušek, za petek prejšnji je rekla, da nima časa, ker so imeli organe stranke, ampak vendarle v dneh, ki so sledili, ste pripravljeni še enkrat stopiti recimo v stik z njo, če bi sodelovali v tej koaliciji? Glejte, mi smo
tako kot vedno, kadar smo preverjali interes za sestavljanje koalicije, na pogovore vabili predsednike ali pa predstavnike vseh parlamentarnih strank. Opravil sem tudi pogovor z obema predstavnikoma narodnih skupnosti. Skratka, vsi, ki so se želeli pogovarjati, so na pogovore prišli. Če se bo kdo kasneje priključil, mi nikoli nikogar ne izključujemo, je pa to seveda zdaj odločitev tudi ostalih. Mi smo sami v teh pogovorih trenutno. O čem bodo odločali organi vaše stranke v soboto? O vsem, kar bo potrebno. Kaj ima na dnevnem redu? Uredniška politika dnevnika. A že zdaj? Če se vi vmešavate v našo stranko, se bo tudi mi vaša uredniška politika, saj smo v svobodni državi. Gospod Janša, kar nekaj ki nas je zamudilo ta začetek, lepo prosim, če nam poveste, kako daleč ste torej se... Pa zdaj ste kolegijalni, pa boste malo to izmenjali, še kako vprašanje, novo vprašanje. Če lahko samo eno vprašanje, v bistvu zdaj, če dopuščate možnost, ne, glede na te, če se koalicija ne bo dala sestaviti, oziroma kako komentirate te pozive, da naj bi nekdo drug vodil vlado, da bi SDS samo dal poslance in da bi pač neko vlada se sestavila, ki je pač tehnična, kako bi jo imenovali. Pač gledajte, jaz sem prepričan, da če bi hotel zadovoljiti trdo levico, bi za predsednika vlade predlagali Milana Kučana in bi dobili dovolj glasov. Zdaj, kar se nas tiče, ali pa mene osebno, jaz sem pripravljen glasovati za kogarkoli, ki je na zadnjih volitvah dobil več glasov od mene. Hvala lepa. Hvala.